Nekaj minut bomo danes posvetili tudi težavam s sklepi in kostmi ter naravnimi rešitvami, ki lahko prinesejo olajšanje. Z nami bo dietetik Peter Jantol, strokovnjak za prehrano, ki podpira zdravje. Peter, dobrodošel spet v moji družbi. Živa, Nataša. Danes bomo govorila o težavah s sklepi in zmanjšani kostni gostoti, saj je to nekaj, s čimer se srečuje veliko ljudi. Zakaj prav s temi težavami? Ja, velikokrat z leti, ko se staramo, pride do obrabe hrustanca v sklepih. In ta hrustanc deluje kot nekakšen tak blažilec, ki nekako blaži te bolečine oziroma gibanje. Potem pa z leti, predvsem pri ženskah, ko nastopi menopavza, pa prihaja tudi do, rečemo, demineralizacije kosti, oziroma se zmanjša kostna gostota, kar lahko vodi do osteoporoze. Zdaj, vse te stvari pa so lahko posledica tudi naprimer nepravilne prehrane, mogoče preveč sedečega načina življenja. Lahko pa je to v bistvu tudi posledica prekomerne telesne teže, s čimer se zdaj soočamo. In kako mi lahko to ublažimo na naraven način, se da? Ja, najprej je pomembno, da se redno gibljemo. Zdaj, enostavne aktivnosti, kot so vsakodnevna hoja, tek, plavanje ali pa joga, lahko zmanjšajo togost sklepov in izboljšajo gibljivost. Prav tako je pomembna prehrana, ki naj sledi mediteranski dieti, ki vsebuje veliko zelenjave, sadja, polnozrnatih živil, veliko teh zdravih omega-3 maščob in prispeva k znižanju vnetij v telesu. Še posebej pomembno pa je, da s prehrano dobimo dovolj teh ključnih hranil za zdravje kosti, kot so kalcij, magnezij in pa vitamin D. No, za vitamin D bo pa najbolj pomembno sonce ali pa suplementacija s prehranskimi dopolnili, še posebej v mesecih, ko je manj sonca, predvsem pozimi. Ko omeniš prehranska dopolnila, katera pa so tista, ki lahko najbolj pomagajo pri težavah s sklepi in kostmi? Ja, za podporo sklepom in kostem si največ lahko obetamo od dopolnil, ki vsebuje naslednje 3 stvari, in sicer organski silicij, glukozamin in pa mineral bor. Zdaj, glukozamin in organski silicij pomagata pri regeneraciji hrustanca in pa teh vezivnih tkiv, medtem ko organski silicij in bor podpirata absorpcijo kalcija v kosteh, kar je ključno za trdnost kosti. Zdaj, kombinacija teh 3 snovi lahko bistveno prispeva k zmanjšanju bolečin in izboljšanju gibljivosti. Zdaj, eno tako prehransko dopolnilo je tudi tale Quantum Sil Plus, ki vsebuje vse te 3 stvari, oziroma snovi, o katerih sem govoril. Lahko pogledam? Ja, seveda. Ti mi pa medtem povej tole. V zadnjem času je veliko govora o kolagenu. Ja. Kako pa ta vpliva na sklepe in kosti? Ja, kolagen je glavna sestavina našega hrustanca, vezi in kosti. In kolagen zagotavlja strukturo in prožnost sklepov, oziroma hrustanca, hkrati pa pomaga tudi pri tem, da so naše kosti bolj trdne. Zdaj, s staranjem proizvodnja kolagena upada, kar vodi do težav s sklepi in zmanjšane kostne gostote. In tu pride do izraza prav tale organski silicij, ki naravno spodbuja telo k povečani tvorbi lastnega kolagena. Zdaj, z leti v telesu zmanjkuje tudi silicija, kar je potem povezano s tem, da imamo potem vedno manj kolagena. In takrat lahko mi začnemo načrtno v prehrano dodajati mikroniziran silicij, s tem pa podpremo regeneracijo hrustanca, izboljšamo trdnost kosti na popolnoma naraven način. Tu lahko še omenim, da organski silicij prispeva tudi k zdravju ožilja, bolj napeti koži, bolj sijočim lasem in pa trdnejšim nohtam. Lahko bi rekli, da je silicij en tak lepotni mineral. Zelo dobra informacija. Kako učinkovito pa je uživanje organskega silicija? Zelo učinkovito. In raziskave tudi kažejo, da silicij pomaga pri ohranjanju kostne gostote in izboljšanju regeneracije hrustanca. Zdaj, z rednim vnosom lahko preprečimo nadaljnje težave s sklepi in pa krepimo tudi njihovo strukturo in pa gibljivost.
Odlično, torej lahko z rednim gibanjem in uživanjem ustreznih hranil, kot so organski siliciji, glukozamin in bor, ljudje naravno zmanjšujemo bolečine in tudi izboljšujemo zdravje kosti, a ne? Ja, tako je, ne. Tukaj se gre res za celosten pristop, a ne, kjer je pomembno vključevati, to se pravi gibanje, prehrano in pa prehranska dopolnila, ki vsebujejo to se pravi ta hranila, ne, ki pomagajo potem izboljšati zdravje kosti in pa hrustanca. Tale gre potem z mano, a ne? Lahko. Peter, hvala lepa za vse te tvoje dragocene informacije. Prepričana sem, da bodo gledalci z veseljem preizkusili tudi te naravne rešitve, o katerih si govoril. Ja, hvala tudi tebi, Nataša, in res upam, ja, da bo zadeva uspešna pri vseh.